zakaj sem postal vegetarijan, sem tam natančno opisal, da sem samo kratko ponovil, zato, ker bi že rad živel, ne, meni ni to, nisem tak, da bi obupal in sem rekel, moram nekaj narediti. Pred leti, ko sem imel, namreč jaz sem imel prometno nesrečo, zdaj tudi malo bolj nerodno, to gre sedim, vidite, nogo desno pokvarjeno okoljko, so me v bolnici okužili s tisto famozno bakterijo MRSA, metil resistent Staphylococcus aureus, je to kratica, ali pa zlati Staphylococcus je bolnišnična bakterija in tale bakterija je pač taka, da se na vse antibiotike navadi, no, in jaz sem imel tu 8 let kuro, veste kaj se pravi, 8 let non-stop antibiotike, vse najhujše, 70-80 vrst, jaz nisem to štev, ker me je potem že na koncu dojadlo. In po 8 letih jaz sem imel še vedno tu na desni nogi, stegnenici, osteomielitis, nekaj kostnega možga, in to mi je teklo ven z 2 cevk, fistul, gnoj, vsak mesec sem porabil 2 veliki vreči gas, da sem si to previjal, efekta pa nobenega ni bilo. In jaz, ko sem to ugotovil, da mi medicina več ne more kaj pomagati, predvsem pa, ko mi je moj zdravnik rekel, zdaj smo mi prišli krog antibiotikov, ki obstojajo na svetu vse skozi, več kaj nimamo, zdaj, če želite, gremo nazaj na antibiotike prvega reda, na penicilin, a ste rekli, hvala lepa, da bomo celo kalvarijo še enkrat naredili skozi. Posledica tega, kar je bilo, da smo 8 let živel, vse vi verjetno, ki ste bolj ali manj s tem seznanjeni, je bilo pa to, da sem se uničil črevesno floro, koristne bakterije, ki so v črevesju plus škodljive, so v 8 letih so mogle poklekniti pred temi težkimi antibiotiki. Posledica tega je bila, da se je potem razvila kandida, ker kandida je naravna hrana za bakterije in ker je to ni bilo več bakterij, so se razvile te kandide glivice, ki imam še danes posledice, to je namreč zelo težko odpraviti, verjetno to samo s prehrano, pa še z drugimi potezami. No, v glavnem takrat sem jaz rekel sam sebi, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, ker sem ugotovil takrat prvič ne moč medicine, ne prvič pa ne zadnjič, zdaj sem še večkrat to ugotovil in sem jaz potem naredil en eksperiment, namreč nekaj let poprej sem imel glasilke vnete in dr. Munda, tule Mariborčan mi je glasilke, ko mi je pogledal in rekel, to bo ostalo, bil v teh gripov ostal, razen če še kak posebno krep izvedete in jaz sem šel v mojemu stricu na Primorsko, ki je bil znani čebelar in sem si ubrizgaval vsak večer 3 tedne propolis v glasilke in sem si glasilke ozdravil, danes imam normalni glas, bil sem pa hripov, tako on je Joe Cooker, če še bolj ne. V glavnem, no in ko sem jaz ta propolis spoznal, da ima to čudovito moč, prebral sem pa tudi, da vsebuje od 50 do 60 različnih antibiotikov v malih količinah, sem rekel, to bom jaz poskusil na sebe pozdraviti. Delali so mi pa enkrat v Valdoltri neki poskus, da so mi dali radioaktivni jod noter v to fistulu, da so slikali, kje poteka gnojni kanal in jaz sem rekel, poglej, če so dali noter lahko radioaktivni jod, bom pa jaz propolis noter, da sem si to naredil. Zvečer sem šel v kopalnico, zaprl dol, da me niso videli, kakve muke imam tam noter, pa sem si obrizgal 3 kubične centimetre propolisa. To veste, kaj je propolis, ne? Vsi verjetno. To je čebelja za tole vose, ki ga čebele imajo za preventivo v svojih panjih. In ko sem se to obrizgal, vam povem, po 3 urah je noga desna postala vroča, jaz sem se bal, zdaj bo pa noga šla, še to sem se tako zafrknil. Ampak na moje veliko zadovoljstvo je zjutraj v 3 nekje priteklo ven iz teh 2 pistul tak za veliko pest gnoja, ostankov koščic in tistega propolisa. To je bilo aprila 1981 in do danes se še ni odprlo to nazaj. So vsi zdravniki rekli, to je definitivno, ste si pozdravil. Tisti, ki so pošteni ostali, so pa rekli, ne, to ni prav, pa to ni res, pa to ni mogoče. Nekateri pač nočejo o tem niti diskutirati, ker pravijo, mi ne smemo tek zdraviti, ne smemo to spodbujati. So pa nekateri moji prijatelji, pa znanci poklicali mene, pa mojo hčerko Lorenko in je ona tudi to povedala in nekateri tudi uzdravili se to. Namreč, v čem je to z tega? Tisti antibiotiki, ko jih je 60-70 vrst v malih količinah, vsi naenkrat delujejo na bakterijo in ta se ne mora navaditi na 70 antibiotikov, na enega se pa lahko navadi. No? In to je definitivno. En moj kolega zdravnik, kirurg, moj sošolci je rekel, vidiš, ti si se samo zdravil, mi smo te zapacali,
hvala Bogu, da si to naredil, ker mi ne smemo tako zdraviti. No, in jaz sem to naredil, pa ne prvo potezo, potem sem pa spet kasneje, v letu 2000, oziroma to je 1991, ko sem bil muzikant, pa sem še tudi muzikant, je tu na Veseli jeseni v Mariboru, sem 12krat nastopil, tudi lansko leto smo imeli. No, v glavnem hočem pač nastopil v teh lokalih zatemnjenih, pa zakajenih, pa pili smo to pijačo. So se mi tule, se pravim, takrat pojavili tile otekline, ne? In potem seveda, ker v 3 mestih to nič ni pomagalo, jaz sem celo šel na internetu pogledat, kako in kaj, oziroma takrat še ni bilo, ampak šel sem dejansko v študijsko knjižnico takrat, to še bo internet bolj zgodni fazi, in sem ugotovil, da pač to verjetno ne bo šlo z nobenim drugim posegom. Zdravnica mi je pa rekla, nujno morate iti na kontrolo v Ljubljano, takrat se ponavadi nam s temniku čujemo, da moramo iti v tisto konjušnico, bil še dol na kontrolo in sem rekel, ne, to meni ne bo delali. In sem potem sam začel študirati kako in kaj in zvedel sem za neža koroškega zdravnika, doktor Hebra, Franca Hebra, ki je zdaj že žal pokojni, od Ruglna prijatelj, ki delajo te poste, oni so zdravili alkoholike s postom in jaz sem to seveda prebral, pa doktor Heber mi je dal navodila za post in sem začel s temi posti. Vsako leto do zdaj sem jih naredil že 30. Lansko leto je bil 30. post in s postom se ti celo očistiš, prečistiš, potem pa po postu ponavadi človek zelo lahko prehrano spremeni. No in jaz sem jo spremenil v vegetarijansko najprej. Vegetarijansko, kar mi je zelo zmanjšalo, bi rekel, prisotnost bolečin. Jaz sem imel namreč zelo močno revmo, sploh tu v tem desni kolku, ko je bilo to vse zdrobljeno, pa potem je tu zaraslo, ko je bila recimo slabo vreme, ko je prišla nevihta prihajala, ne, se mi je to pojavile take bolečine, taka revma, da sem se po tleh uvalil, pa recimo želočno kislino sem imel tako močno. Komaj sem prišel na vegetarijansko prehrano, se je to pozdravilo, bi rekel, za 80%. Samo občasno sem še imel tiste težave z želočno kislino, povečano se pravi ta refluks, pa revma občasno. In predvsem takrat, kadar sem jedel te sire, jaz nisem več jedel, sem pa sire rad jedel. Siri so pa še bolj koncentrirane na živalske beljakovine kot pa meso. Recimo desetek ementalarja ali pa recimo gorgonzole je tako je pojedel 40 dek mesa, ne, tako da ljudje mislijo, ko so meso stran vrgli, da smo pa sire jedli, to je isto. Kdor je pozna kitajsko študijo, vidi, da živalske beljakovine, ne glede na to, ali so to meso, mesni izdelki, mleko, mlečni izdelki, ribe, ligni, vse te živali imajo v sebi holesterol, ki ima enako vpliv, a to ješ meso ali pa ješ sir. No, v glavnem, jaz takrat sem še pa sir jedel, nisem tako davče bil seznanjen in sem imel, vam povem, vsakeč ob slabem vremenu se mi je spet malo ponovilo to, no, potem sem pa to začel opuščati. Zgodilo se mi je pa nekaj, kar sem opisal v drugem članku, zakaj sem postal presnojedec. Presnojedec, ko sem to bral eno knjigo Živa hrana, ki imam tudi sabo tu, smislil se pa ti ljudje niso normalni, da to samo surovo hrano jejo. Ravno tako sem takrat mislil, da vegetarijanci niso normalni. Moj zdravnik je rekel, ti si ekstremist, tisti, ko mi je te poste naštelo, ne, ki je zdaj žal pokojni, ker on pač ni tega prenesel, meso rad jedel in je imel raka na debelem črevesju in je že umrl, oziroma ustrelil se je v glavo, ker je ugotovil, da medicina več ne more pomagati. Toliko je pa vedel, kaj so sposobnosti medicine in je samo mor naredil. Tisti zdravnik, ki je meni takrat pomagal pri teh postih, ne, zdaj je pred 2 mesecema. V glavnem, jaz sem potem začel te poste delati, kar po prvem postu, po 3, ne vem, če bo 3, ma kje pa 3 tedne, 14 dni, je meni to vse zginilo, tele otekline in počutil sem se odlično, shujšal sem tam od 96 kg na 76, 20 kg v 14 dneh, ne. Ker če imaš veliko špeha, je to veliko vode, tisto hitro dolgo gre. Kasneje, ko imaš recimo manj teh maščob, je to hujšanje bolj počasno, ne. V glavnem, jaz sem se to zdravil in imel sem pač na smolu, da sem še potem vmes poskusil malo po tem postu spet meso, pa jaz sem bil tam na Palomi, enem oddelku Palome, šef kadrovske službe in so naše kuharice se bale za mene, ko sem tako shujšal, da bom umrl, so mi dale tisto malico na stran, češ, bom že potem pojedel, ko bo nehal to delati. No, jaz sem tisto pojedel, da vam povem,
zdaj poslušajte, to je živa resnica, takoj v nekaj dneh so se pojavile te otekline nazaj. Jaz smo jedli tisto prikajeno meso, pa konzerve, pa to, kar so pač kuhali, se dali na stran, ne. Sigurno, kakaj juhe, me niso hranili tam, ampak take zadeve koncentrirane. No in potem sem še naredil leta 92, to se pravi, letos bom imel 19. septembra 20. obletnico. Malo za šalo, malo za res bom naredil veliko čago, se ga malo napili, ker smo tako dolgo zdržali, da hecam se, ne. V glavnem, 20 let sem zdržal s tem, da sem vmes menil prehranski sistem, ne. Namreč, ko sem odhajal v penzijo, jaz sem namreč že 10-11 let v pokoju, so mi ugotovili tu na vratni vretenci, ker imam malo asimetrije, ker nogo vam pokvarjam, da se mi sedajo vretenco 6. pa 7. in da bo to pritisnili na živc, en živc, ki gre tule med rebri, pa potem po roki dol in odgovarja za ta dva prsta, mezinc pa prstanec, ne. Če tisti živc je kakorkoli prekinjen ali pa oviran, potem te prste ne dela. In to se je meni zgodilo po 5 letih, ko sem šel v penzijo. Kot muzikantu jaz igram, enkrat opazim, te prste več ne grejo. In sem bil obupan, zdaj še pravim, še tisto, še to me zdaj narava, da ne morem niti igrati več. No in sem potem se spomnil tega Ernesta Ginterja, enega avtorja, ko sem prebral, ko piše o živi hrani. Živa hrana, presna hrana, v bistvu živa hrana, ki ni prekuhana, vsebuje encime. Vse vrste, tudi ljudje in živali, vse žive vrste imajo v sebi različne encime. Ti rastlinski so najbolj, bi rekel, taki najbolj kvalitetni, ravno tako so beljakovine rastlinske najbolj kvalitetne. In jaz, ko sem to prebral, sem rekel, bom pa jaz poskusil to, na presno hrano videti. Odpor je bil grozen, ravno te smo eno obletnico tudi, en svoj rojstni dan, drugi so tako, sicer jaz sem že prej alkohol nisem pil, pa to, drugi tam so me gledali, ko sem se eno torto skupaj spacal, tako presno torto, pa na brzino naredil skupaj, je to bolj teklo, ko pa bilo trdo, iz banan, pa iz nekih zajev. Dobro, ampak jaz sem to zdržal in sem šel, res sem pa zelo shujšel. Te sem imel recimo še 3 kile manj, ko vam zdaj, po tistem, ko sem šel na presno hrano. Bil sem pa v taki kondiciji, da bi cerkve tule turne premikal sem pa tja. No in potem sem s to presno hrano, mislim, hočem povedati to, ne. Najprej sem šel spet v medicinsko enciklopedijo študirati in sem ugotovil, zdaj pa že na internetu tudi, kaj je zadeva, je to, tale cervikalna spondiloza, tako se to imenuje strokovno. In sklepil sem logično, da če tile encimi obnavljajo te celice, bojo to sigurno pomagali. Najprej mi je seveda medicina, takoj so me dali na fizioterapijo, da so me nategovali z 4 mikrograme vsak dan po 10 minut in to 10-dnevna kura, to je tako bi v morje pljuno, nič nobenega efekta ni bilo. Potem sem šel na internet gledati vse v hrbtenici, pa v teh zadevah sem našel tudi to bolezen noter in tudi tam, ker takvete na internetu, čim je ena zadeva, se kar reklamne agencije gor obesijo in sem najdel neka zdravila v Indiji, naravna, ki naj bi to pozdravila in sem ta zdravila naročil, po tisti kuri nič ni bo boljši. Ampak leta 2005-2006 sem se odločil za to presno prehranjevanje in vam povem, po 3-4 mesecih, nekje tam meseca aprila, začetku maja, evo je, zavite, moje prste normalno laufa in sem se to zdravil, nepreklicno. Jaz sem zdravnike vsega vprašal posebej, ali je to reverzibilno, se da popraviti nazaj. Ne, so rekli, to gre samo na slabše, to se meni bolj se seveda začne roke mrtveti, potem se še druga stran, to imajo recimo tudi čevljarji, pa določeni delavci, ki delajo take gibe, imajo tole motnje, po noči spati ne more, ko je to vse boli, vse mrtviči, me sem zelo zdrav, to je en tak primer, no. Potem sem pač s tem stilom nadaljeval in naenkrat se mi je zdelo potrebno, da jaz tudi to narod o tem obvestim, ne, o teh mojih zadevah, ne zato, da bi se hvalil, pa neki, rekel, vun silo, tako reče, da ima revorčane, pa sem rekel, zakaj ne bi ljudem pomagal, če jim lahko pomagam. In sem potem začel pisati tale blog na Večeru, narava ima vedno prav, no pred 3 leti sem dobil to nagrado, Bobo blog, sem dobil tudi to, za to moje pisanje. Je bilo pa noter 3 milijone pa 160 tisoč obiska do zdaj, obiska, ne vem koliko je to, pa to so verjetno eni tudi po 100krat brali te članke moje. No in potem v teh člankih noter jaz to opisujem, pa tudi ljudje vidim, ko se ko to prebere, takoj vidim nekaj dneh se kar poveča to število obiskov.
V glavnem, med tem časom sem pa začel iskati ljudi, ki bi tako podobno živeli in nekako sem najdel veliko čast mi, da predstavim, tu med vami sedi en velik junak, ki je pred 13 leti ozdravil s presno hrano raka na debelem črevesju. To je gospod Adrian Hočevar, tule iz Borštnikove ulice, bivši direktor firme Klas, pravi moj junak in moj vzornik. Jaz sem zelo vesel, da ga poznam. On mi je to povedal, on je bil včasih zelo debel, 130 kg, zdaj ima možakar 72, tako pa jaz skoraj. A ima malo več, no. 2 kg ti še pustim, mogoče več pa že ne smeš. Da sem još pobahal. No, v glavnem, ta prijatelj mi je to opisal, svojo zgodbo, jaz mi je opisal in ta članek strahovito veliko ljudi bere in tudi njega pokliče, jaz nisem objavil njegove telefonske številke, ker on niti interneta nima, niti nič ne hoče gledati, tak je športnik, zdravi tip, ampak so našli, ko sem to napisal nekje, njegove ime so že našli, pa te kliče, kdo rabi to njegovo pomoč. V glavnem, da kratko njegovo zgodbo opišem, jaz sem tudi opisal na blogu mojem, pa sem je v nemščino prevedel, pa objavil v nemški literaturi od tega Wandmakerja, Helmut Wandmaker, ki je napisal knjigo Želiš ostati zdrav, proč s kuhinjskim lončem, jaz sem tam objavil tudi svoje članke. V glavnem, on je bil včasih kot direktor te firme, tako vedete, tole so pač ti direktori, še danes tudi vsi, bolj ali manj gurmani, ne, zelo radi jedo veliko mesa, veliko alkohola, malo sadja in zelenjave in njemu se je to zgodilo, da se je njegovo telo po definiciji, kot mi vemo presnojedci, zaradi preveč živalskih beljakovin zelo močno zakisalo. Človeško telo je lahko 20% kislo, 80% pa bazično in ko to preseže, ko gre recimo tole v smer proti 25, se že pojavijo tiste težave putika, sečna kislina, ki je telo do 4 enote po nekih merilih lahko telo preko ledvic filtrira. Ko je več kot 4 enote, potem pa tole nazaj v kri gre. In to po kri to raznaša po celom telesu tisto odvečno sečno kislino, ta se nalaga v sklepe in medcelična tkiva in tam se kristalizira, tisti kristalčki so mikroskopsko majhni, ki povzročajo tiste bolečine, ne? Ko se vreme menja, to se mišice krčijo in tiste iglice pika in to je revma, ne? No, če gre tale kislost še naprej, da se povečuje, recimo tam pri 30% kisle krvi, nastanejo že take težke okvare, namreč kaj, pogledajte, v telesu noter, v tistem delu možganov, ki ga mi dejansko ne vemo, ki je podzavestni del nivoja naših možganov, tega recimo je celo 3/4 naših možganov, ki ga mi sploh ne uporabljamo, ampak dela avtomatsko, rekel, kot neki sistem, in tam noter so centri, ki tudi nadzirajo te zadeve, ko se telo pa telesne kisline preveč zakisajo, avtomatsko tisti kompjuter, ki je tam v ozadju, kao neki veliki brat na to pazi, začne iskati poti, da bi to razkisalo. In zdaj verjetno veste, kaj je v človekem telesu bazičnega. Najbolj bazične ali pa lužnate so kosti, zobovje, v glavne kosti pa zobove, no. In telo tiste, bi rekel, kalci iz kosti pa iz zobovja potegne ven, pa poskuša to razkisati, ne? In kaj se to pojavi? To ženske že vejo dobro, osteoporoza, luknjaste kosti. Jaz da vam povem, mimogrede sem zdaj parkrat igral kot muzikant, one man band, na tistih srečanjih teh punc, žensk, tam so v glavnem ženske, moške to ne zanima. Ženske se bolj bojijo, da bi imeli noge polomane, pa tako naprej. Vam povem, dobijo predavateljco, eno strokovnjakino z tega področja, z medicinskega področja iz Ljubljane, pa je plačajo 300 € za predavanje, ženske pa samo uči, kako morajo hoditi, pa se razgibavati, o prehrani pa nič ne govorijo. O prehrani ne govorijo ničesar, zato ker vas zdravniki so zelo malo poučeni v teh zadevah, oni se komaj 20 ur med študijo medicine učijo o prehrani, to tudi ne morajo svetovati. In kaj na koncu naredijo, imajo tako čago, se nažrejo tistega mesa, da kar šprica tam okrog, ker sem povem. In to se pravi, ravno tisto, kar povzroča, to, meni so rekli, da bi imel predavanje za te ženske, sem rekel, če vam bom povedal, kaj vas tišči, me nikoli več te povablja, bolj da me povabite, ker to, kar najrejši jete, vam uničuje kosti, ne. No, zdaj pustimo to, jaz hočem se naprej povedati, to je misel razvijati,
Pri 35% je dr. Otto, dr. Warburg, da se pozmeda, ne ta tisti dr. Otto Warburg je leta 1930 dobil Nobelovo nagrado za medicino, ko je ugotovil, da pri 35% zakisanosti krvi, namreč kri, ko se zakisa, postane gosta, postane taka, bi rekel, težko se premika, oziroma bolj gosta in ne utegne v vsaki sekundi skrbeti za homeostazo, se pravi, telo mora biti v vsaki sekundi dnevnega časa oskrbljeno z vsemi z kisikom, pa s temi minerali, pa vitamini, pa encimi, pa beljakovinami, pa vsemi temi koristnimi snovi. Vendar zaradi te krvi, ki je strašno počasna, jaz sem doma tudi svojo krvno sliko na tak način posneto, imam idealno kri, se začne recimo, namreč za maščobo krvi pa holesterola, se začne krvna telesca rdeča, namesto da bi to potovala, pa se med seboj odbijala, tako tiste ping-pong žogice, se zlepijo skupaj, nastane cele verige, holesterol pa vmes teče in ta kri je strašno počasna. A to pa veliko starejših ljudi, če vprašate, kar hitro bodo zvedli, uživajo tablete za rečene krvi, ker to medicina, ki je povezavi s farmacevtsko industrijo, zna to tako izkoristiti. Ne? Za zdravnike pa tako vemo, da živijo od bolezni, ne od zdravja, se to je pa splošno znano. Z zdravim ljudmi ne bi imeli kaj početi. Zdaj, da bi vsi zdravi bili, ko pa jaz pa Adrian, pa moj prijatelj Milan, tukaj tudi presno vedec, ta je še bolj zagulen, ko jaz, ta je totalni. Tako je. Jaz sem tudi rekel, ko sem si ozdravil ta moj osteomelitis, da bi mogli, jaz sem 10 let vsak mesec nosil 2 veliki vreči gaz, da bi lahko dobil neko nagrado, ko sem jih do konca življenja rešil tega stroška. Ma kje pa, niti približno. No, v glavnem, ko je kri 35% kisla, nastane nekaj posebnega. Celice, ki so prepuščene same sebi, ki bi mogle po 72 delitvah, celice morajo odmreti, potem se pa obnovi, recimo kri se obnovi v 48 urah, na novo zraste, komplet vsa kri. Tista odmrla kri pa v obliki biljega rubina, ko vidite, voda, urin je rumen, pa blato je rjavo, to gre ven. Kosti recimo v 6 mesecih koža, v nekaj tednih na novo zraste. In te celice po 72 delitvah praviloma morajo odmreti, pa se izločiti skozi prebavni sistem, skozi jetra, žolčevod v črevo in ven, ali pa skozi ledvica. Te celice štrajkajo in začnejo naprej rasti. In kaj je to? To so potem pa rakaste celice. To je v bistvu rak, to je pojasnil tudi tale dr. Otto Warburg. In tu je zdaj, rekel, maksimum, kar lahko pri krvi dosežeš 30%, potem pa 35%, potem več človek ne more živeti. Ne? Zato je tako pomembno, da mi hrano, ki je kislotvorna, izločimo iz našega prehrambenega jedilnika. Kaj pa je kislotvorna hrana? Vse živalske beljakovine, vseh vrst, meso, siri, mleko, jogurti, jajca, ribe, ko pravi ribe so zdrave, tiste ribe sploh niso zdrave, jaz sem rekel Hrvati, ker ne imate ribe svoje, ker te ribe so najbolj zastrupene s temi strupi, ki prihajajo iz tovarn v Jadransko morje. Že iz tega vidika so strupene, kamoli da bi te ribe imele kak učinek, ravno tako imajo holesterol. S tem, da zdravniki tega vam nikoli ne bodo povedali, ker oni se učijo med študijo medicine komaj 20 ur o prehranskih dopolnilih, o hrani pa sploh ne. Njihov vzornik Hipokrat, prvi zdravnik, je rekel, kdor ne pozna zdravilnih lastnosti hrane, ne more zdraviti ljudi. Tale je naša alopatska medicina, sicer jaz tudi čas kako korist imamo od teh maš proti mojih glivicam, to je edino, kar še imam. Hočem povedati, oni zdravijo posledice, za vzroke pa niso dojemljivi, njih ne zanimajo vzroki. Kaj pa mislite, če bi vsi ljudje zdravi bili, potem je to kar brezposelno, cela armada, to je 500 milijonov ljudi na svetu brezposelnih, naenkrat. To bi še Obama težko prinesel, kamor mi. No in v glavnem, oni ti pač dajo zdravila, za rečene krvi, za znižanje holesterola, za znižanje krvnega sladkorja. Ravno včeraj sem mojemu starim prijatelju govoril, sem bil zelo razočaran, ko je bil totalno neosveščen, ko smo rekel, da ima močno sladkorno bolezen, uživa 4 vrste tablet, pa dobiva injekcije inzulina, sem rekel, to je vse ozdravljivo v 3 mesecih, ti garantira,
ma ni hotel nič poslušati. Pa sem pa rekel, zdaj pa dosti poslušaj me, a imaš sam sebe rad, a boš jedel ta tableta, da te bo jedel. Je rekel, so pa čel medicino šimpat, sem rekel, no zakaj, meni daš prav medicino šimpaš, kaj boš po naredil, a boš umrl tak, ne, zakaj ne poskušaš. Je rekel, ne vem, je rekel, to mi smo tako vedno živeli, pa poglej, je rekel, se življenjska doba povečuje, dejansko se, sem rekel, komu pa merijo življenjsko dobo, a merijo mladim ljudem, a merijo starim. Merijo starim ljudem, ki zdaj umirajo, ki so včasih živeli zelo skromno, nekaj medicina pri teh kužnih boleznih res pomagala, da so se kužne bolezni zmanjšale. Te bolezni, ki so prehranske bolezni, te so se pa enormno povečale. Če vam povem podatek, jaz sem tega ogromno prebral, 28 knjig, pa vem koliko teh poljudnih drugih del. V Ameriki so leta 1950, to je bilo neko tako leto, ko so merili to, pojedli približno 500 milijarde živali raznih, velikih in malih, tako pod orientacijo. Danes ti ljudje, ko jih ni bistveno več, poješ 2 milijarde, se pravi 4-krat so povečali uporabo tega mesa. In Amerika je ena najbolj bolna nacija. Tam je 40% ljudi statistično dokazali, imajo neke vrste raka, ne? Pa srčno-žilne bolezni, tako. Zapadni svet, ljudje v zapadnem svetu umirajo, upam, da jaz ne bom tudi prišel, umirajo 15 do 20 let prezgodaj. Če bi tako živeli, bi mogli živeti tam čez 100 let vsi, ne? Jaz se bojim, da se vam imela potem, pa mi 30, ampak vem, še kdo z vami še srečali sami na enem pogrebu še kaj, ko bomo samo 30 živi, jaz se hecam, da, ampak hočem povedati, ko pravi, vse pa ne boš večno živel, to je namreč odgovor, tako bi rekel, kar 98% ljudi, ki se ne strinjajo s tem. Ne bo neko česa, tako možem rekel, vse to ni bistvo. Jaz vem, da je meni tale vesoljska inteligenca, ki rečeš, Bog določila neko število let, ne? Ampak da bom takrat živel brez bolezni, brez tablet, da bom živel polnovredno življenje. Doktor Norman Walker, en moj vzornik, ki te sokove dela, on je s kolesom se vozil še zadnji dan, eni pravi, da je živel čez 105 let, 115, tam več on od svojega 39 leta nikoli več ni rojstnega dneva praznoval, ker je pač vedel, da tam so žurke in tam je propast in to. On se je vozil s kolesom zdrav, tako je malo bolj sugo, tako malo podobno našemu Adrianu. On je prišel domov, s kolesom se je vozil, se je vlegel na divan, kavč in umrl. Brez bolečin. To je njegov organizm je to pač dal skozi. In to je v bistvu teh presnojedcev, pa vegetarijancev, pa veganov. Najbolj ekstremna zadeva, bi rekel, pa najbolj zdrava, je sigurno surovo, presnojedsko veganstvo. Ker presnojedstvo bi lahko tudi, bi rekel, vse pa je s tem tatarski biftek, je tudi presno, ampak gre za presnojedsko veganstvo. Ne? Vegani, ki uživajo samo presno rastlinsko prehrano, kar vključuje tudi oreščke, deloma malo sojo, pa druge zadeve, recimo v tipičen primer so Kitajci pa Indici, tam je 2 milijardi ljudi, ki nikoli niso mesa jedli, pa nikoli niso imeli problemov s tem, ne? Ker ga niso nikoli jedli, ker v rastlinah, v rastlinskih beljakovinah oziroma v rastlinah so dosti bolj kvalitetne beljakovine, esencialne, vse tiste, ki človek rabi, ki jih mora dobiti od hrano od zunaj, ne, z izjemo tistih esencialnih, oziroma tistih beljakovin, ki jih tvori v svojem telesu, so v rastlinah in to še dosti bolj kvalitetne, ki jih telo direktno sprejme, pa jih takoj prebavi. Recimo piščanca mora najprej razstaviti na prav faktorje, potem ga prebavi. Zdaj vam pa da primerjava, povem, ko govorim o piščancu, 20 dek piščanca pa 20 dek endivije vsebujeta popolnoma enake esencialne aminokisline. S tem, da te so solato moraš pač, če ga tako poješ, je malo grenka, ne? Piščanec je pač zaradi tega, ker so se v par stoletjih ljudje navadili na ta okus pečene hrane pa kuhane, in moraš prej speči, solato lahko surovo poješ. Jaz vam povem, kar se tiče presnojedstva, ga ni boljšega sistema prehrane na svetu, kot pa je to. Res pa je, da ljudje, ki so dolga leta zlorabljali svoj organizem, zelo težko naredijo ta preskok. Ponavadi pravi, ti si nor. Zdaj ne vem, jaz sem nor, ampak medicine več ne obremenjujem, oni, ko so pa pametni, so pa kar naprej pri zdravnikih. No. V glavnem, zadeva je pa taka, če bi naši zdravniki bili sposobni ljudem svetovati, kako naj zdravo živijo,
bi bilo v Ameriki, jaz sem bral statistične podatke, vsako leto 500 000 manj ljudi pri zdravniku, samo na račun te prehrane, da v drugih zadevah ne govorim. Ampak žal je tako, doktor Angelika Marcija, ena zdravnica, ki je tudi pogruntala to pokvarjenost medicine, ona je pisala knjige, potem nehali, ko so ugotovili, da z medicinskimi sredstvi ne morajo pozdraviti svojih pacijentov, so začeli po dolgem času, recimo nekaj časa so eksperimentirali, tak je bil Caldwell Esselstyn, en zdravnik ameriški, ki je bil eden od najbolj slavnih kirurgov, ki pravi 5000 žensk najmanj dojke odrezal, ko so imeli raka. Rekel, ugotovil sem pa, da tiste, ko prije k meni, nimajo več kot 5-6 let življenja še v najboljšem primeru. Čim je tu, ko prije k meni, je že prepozno. To morajo prej preprečiti. Najbolj so pa nevarne ravno za te, govorimo zdaj, ko je še vidim nekaj žensk, za rak na dojkah mlečne beljakovine. In to mlečne beljakovine iz tega pasteuriziranega, pa tega kuhanega mleka. To je praktično v povezavi z rakom, namreč rak se s temi hrani. Ne? Namreč, če govorimo o raku, rak nastane iz različnih vzrokov, zaradi teh prostih radikalov, ki so v hrani noter, lahko tudi zaradi pretiranega sončenja, lahko tudi zaradi stresa. Ampak to je prva faza. Druga faza pa tista faza, ki se imenuje pospeševanje. Ta faza je reverzibilna, pomeni, da se da vrne nazaj v prvo stanje, ampak tisto prvo stanje, ko si ga enkrat dobil, boš večno celo življenje v sebi nosil. Ko reče ljudi, vsak ima v sebi raka. Verjetno, da tisti, ko ga enkrat imel v prvi fazi, pa je nekako prešel na pametno prehrano, ima še vedno možnost, da ga bo dobil še drugič. Ampak s to prehrano to ustaviš in ga zmanjšaš. Pa samo, če pa kdo misli, da je potem ena taka kura dovolj, vam bom povedati pa razočara, da to sploh ni res tako. Čim ljudje se začnejo po starem prehranjevati, se te bolezni vrnejo in brezpogojno ti ljudje, ki imajo raka, tudi umrejo. Viktorija Butenko, ena Rusina, ki v Ameriki živi, je upisala v svoji knjigi, ko piše o teh recimo 12 korakov do presne hrane, ki knjigi imam tule, Zeleno za življenje, potem družina presnovecev. Ona opisuje, da je bila kot prostovoljka v enem centru v Ameriki, kjer so zdravili rakaste bolnike samo s temi sokovi, take, ko bomo danes tam pili, tisti, ki bo zdaj šel, s temi sokovi, in je bilo nekaj 132 ljudi, ki so vsi imeli raka in vsi so se tega raka ustavili, deloma je šel navzdol, se pravi, se je zmanjševali, so se tumori, enim je celo izginil, v prvi fazi je izginil. Ona je imela potem, to je trajalo 1000 kura, 7 tednov so imeli skupno to postenje, oziroma tole prehrano, in ona je imela s vsemi temi ljudmi povezave, telefonske številke, in kaj je bilo? Potem je pa poklicala, po enem letu jih je bilo že samo še 80%, oziroma 80% jih je bilo že mrtvih. V 2 letih so pa vsi umrli. Namreč, zakaj se je zgodilo? Ti ljudje so mislili, zdaj smo si to pozdravili, zdaj več mi ne rabimo tako živeti, gremo jovo na veselje, udri brigo na veselje, pa dajmo spet meso, pa čevapčiče, pa one ražniče, pa to, pa one, kar Amerikanci jejo na tiste velike na žaru, tiste svoje govedino. In vsi so umrli od tega, ker so postavili popolnoma enake pogoje, zaradi katerih je rak rastel. Tako da vam povem, če se to odločiš, to ni enkratna kura, tako suševalna. To je potem do konca življenja, tvoj stil življenja, če hočeš sam sebe rad imeti. Vam pa povem, da mi kot prestojeci, da imamo tako čudovito hrano. Moja hčerka je bila pred 2 letoma ali 3 leti v Indiji, je rekla, niti na misel več ne pride, da bi še daj meso jedla. Ko je tisto hrano tam jedla vegansko, toliko dobre hrane, je rekla, to je smrtni gre, da se mažemo organizme s to hrano, ne? In je tudi ustala. Sej to je, danes bi mogla tu biti, pa na Krku, drugi torek bo prije sem. V glavnem, s to prehrano človek praktično zadosti vsem svojim potrebam po najbolj kvalitetnih beljakovinah, ogljikovih hidratih, mineralih, kar je pa najbolj važno po encimih. Encimi so beljakovine, ki ima vsako živo bitje v sebi, in te encime s kuhano hrano mi pri 50 stopinjah nepovratno uničimo. In ko jemo mi hrano, jemo tisti, ko kuhano hrano jedo mrtvo hrano. Zdaj pogledajte, a je možno, da bi mrtva hrana obujala življenje, če samo vidite, da je to nelogično. Ne? Živa hrana
ko reče nekateri moji prijatelji, ja, kaj pa rožica, tudi umoriš rožico, kaj pa tudi umre, sem rekel, veš, prijatelj, ta rožica, njeni sestavni deli živijo v meni naprej, te encimi, to, ona v meni naprej živi, tako, kar sem pač to pojedel, to nič ne umre. Če v ti meso skuhaš, ješ truplo živali, ne, to pa ni živa hrana. Zato pa, če kdor želi sam sebi dobro, lahko najde vire. Se pravi, vsakdo, ki želi, najde pot pa način, kdor pa ne želi, najde pa izgovor. In to je najbolj pogosto, ja, pa mi ne moramo. Zadnjič srečo enega mojega sošolca iz osnovne šole, sem bil zelo žalosten, ker ima angino pectoris, ne vem, a pectoris, kako bi rekel to. On ima totalno zamašeno žile in te srčne žile ima tako zamašene, če gre po malem klancu, je že, ne more več hoditi, ker ga premali pretok krvi je in začne dušiti. In včasih smo bili pa planinci, smo celo transverzalo prehodili, zdaj pa ne mora iti 100 metrov breg. Pa smo to povedali, ja, je rekel, pa kaj čemo zdaj tu doma, a bomo vsak po svoje kuhali. Žena pa osteoporoza, sem rekel, za oba je to koristno, no. Ja, ne bom videl, sem rekel, pa kitajsko študijo preberi, ti priporočam, jaz nič od tega nimam, če ti prebereš. Nič nem dobro, ne koristi. Preberi jo, če hoče, sam se bral. Je rekel, bom videl, če imel po zimi kaj časa, bom prebral. Sem rekel, mogoče boš te že imel bypasse. Ko te enkrat tu prerežejo, pa žilo z noge potegnejo, pa ti naredijo bypasse, si še imaš 10 let življenja v najboljšem primeru pred sabo, nič več. Če živiš naprej v starem stilu, tisti 5 drobnih žil se bo še prej zamašilo, ko je ena debela, vse to je čisto logično, ne? In najbolj žalostno je to, ker ljudje temu ne verjamajo. Po drugi strani, ko pa z njim pogovor spustiš, pa vsi udrihajo po medicini, da ni v redu, da zdravniki so take, da so pokvarjeni, pa naprej. Jaz sem rekel, kaj pa bolj alternativa? To ne nočete, zdravnikom ne date prav, kaj pa je še pol prav, no? Nekaj, da moraš logično odvirati. Namreč te zadeve same po sebi niso dovolj pojasnjene, sploh pa ne stališča uradnih organov. Najbolj žalostno je to, ker je celotni zdravstveni sistem zapadni, tako zgrajen, da imajo tu veliko vlogo lobiji, farmacevtski, živilsko-predelovalna industrija, živalsko, tisti, ko živali, farmeri in to, imajo vse povsod svoje lobiste. Da vam povem, ta firma Danone, kot tisto stalno gleda, tisti jogurte, ne, tiste jogurte, to je en od največjih strupov, ki ženska največje osteoporoze povzroča. Oni dajo 170 do 200 milijonov vsako leto samo za reklamo, za tale Activia, pa to, pa pravi, jogurt kot jogurt, mislila bom poskusila, pa zdaj. In tam same lepe ženske pokaže tiste, ko so res bolane, ne, no. Take, ko so res bolane, tam lepotice, pa take malo manj lepe, no, ampak v glavnem ljudje, ki nimajo sveta, da medijske ličnosti ne more biti neki grdavži tam grdi, da bi tam se kazali, ker potem noben televizor ne bo gledal. To pa zberejo mlade ljudi, take, ki so polni zdravja, ko tek nima nobenega špeha nikjer, ko ni treba, da dela neke posebne kure, pa reče, jaz sem to jedla in sem taka postala. To je zelo velika pokvarjenost. Namreč kapital ima edini interes, da se oplaja, v tem je smislu kapitalizma, da se kapital nenehno oplaja. Zdaj si pa zamislite, da bi ljudje nehali meso jesti. Propade vsa živinorejska industrija, nehajo mleko jesti, vsa mlečna industrija. Vse te firme, to je ljudi na cesti, pa pravi, kaj bi pa ti delali? Jaz pa imam rešitev, pa mi imamo rešitev, presnojedci. Slovenija je dežela, ki je še tako nepokvarjena, vsi ti brezposelni, tudi bivši iz Tama, pa iz teh firm, tule Maribor je tek najbolj na stradu, kar se tega tiče, bi lahko za 1000 evrov ali več plače na mesec obdelovali ročno zemljo, pa bi imeli biohrano za izvoz po celem svetu. Bila Slovenija vzorčni primer države, ki na tem bazira. Vsaka država se nekaj specializira. Brazilci so zdaj začeli ločevati odpadke in so vrhunski v tem, ne. Vsaka država nekaj, Nemci imajo najboljše tole preko avtomobilsko industrijo, vsi imajo nekaj, Kitajci pa Korejci imajo elektronsko industrijo. Zakaj pa mi ne bi to naredili? Naravo imamo ohranjeno in bi imeli vsi kaj delati. Plače bile take, da ne bi imeli tiste sramotne plače tam po 400 evrov. Vsaka ženska bi lahko imela 1000 evrov. 1000 evrov zagarantirano, ker je ta hrana tudi po 5krat dražja, je tudi dohodek od denarja večji in s to hrano bi lahko preživeli Slovence kvalitetno, pa cel svet nam bi praktično nekje zavidel. No. Se vidite, Avstrijci to kar znajo fajn izkoristiti, to pa nas pa je v težkih povojih. Potem pravijo ljudje, kako pa naj jaz jem to hrano, kako si pa jaz hodim v službo, kako si pa naj predelujem to hrano, tako si ti, ko si v penziji, lahko delaš to. Jaz sem 700 kvadratno veliko površino, ko jo obdelujem, moj prijatelj Milan tudi, presno hrano, na leto prišparam 3, 4, 5 tavžent evrov, če bi to kupil, ne.
Vsakdo lahko to naredi. Če pa ne more, imate tu v Mariboru zelo kvalitetno zdaj, mislim, da je mestna občina Maribor razdelila nekim vrtičkarjem zemljo in to tam blizu tebe, ne? Tam nekje na oni strani, Taborju. Ja, in tole ljudje, kdo želi, se lahko to obdeluje. Pa je, da je tako velik popraševanje, da so mogli parcele na polovico zmanjšati. Ljudje si sami to pridelujo, to je brezplačno. Sam delaš, v vrtu se giblješ na čistem zraku, hodiš, gibe se in kaj je to boljšega, pa na koncu ti ostane hrana, ki je neoporečna, za katero ni treba dvomiti, a je biološkega izvora, pa ne, to je samo od tebe odvisno. A bo ležel je kaj? Bo. Upam, da ne bo. No, v glavnem, presno jedstvo kot način življenja, ker danes je to moja prva tema, je sigurno najboljša rešitev za vse bolane tega sveta, za tiste, ki bi radi shujšali, ki so pridebeli, vse vidim, prosto nobenega takega ni, na moje veselje, vidim, da ste sami bolj šlank. In tudi naravo s tem najmanj onesnažujemo. Proizvodnja mesa porabi 85% vseh žitaric. Za te žitarice porabimo ogromno vode, ogromno tudi, mislim, za proizvodno žitaric porabimo za proizvodnjo mesa. In z tega mesa nastanejo vse te bolezni. Če bi živeli na rastlinski bazi, bi se to prihranili samo. Jaz zdaj vidim, da bomo počasi zaključiti. Gospoda Adriana bi prosil, da ga malo še pohvalite z aplauzom, ker je naš prijatelj. Tu pridite v škatlo not vsi. Zdaj pa če hočete, lahko pridete pa noter, no to je tudi to. Lahko pa nadaljujemo še nekaj. Ja, kar vsi v škatlo. Bom pa jaz malo sem zad stopil. Evo, vidite, jaz mislim, da bo tako zaključili, pa vidim, da vaši fantje so bolj inovativni, kot pa jaz. Ja, veste kaj, zdaj bi pa jaz vas prosil, če ima kdo kako vprašanje, jaz sem zdaj tu na stvari, na brzino malo, nisem popolnoma se posebej orientiral samo na presno jedstvo, ampak sem poudaril tudi druge vidike, predvsem bolj bi rekel ta veganski vidik, seveda presno jedstvo je najboljše, kar mora biti. Vidite, moj prijatelj Adrian, on tako živi, ima v družini velike probleme, ker drugi to noče tako živeti in pač mora vztrajati na tej svoji poti osamljen, te pa tega jaz pokličem, ga povabim na Koroško, te pa te jaz prijem, njemu mi da kak sok zapit tam, sadje ima vedno v obilju. Jaz bi želel vsem, ne samo vam, vsem ljudem, ki imajo dobro voljo oziroma ki želijo, da bi bili zdravi, da ne bi rabili hoditi od zdravnika do zdravnika, da ne bi morali recimo 18 vrst tablet, ko poznam nekoga, ki uživa 18 vrst tablet, enega poznam, ki je bil direktor ene firme, ki 15 vrst tablet na srcu bolan, vsako jutro tega sem pa tja, ker mislim, da bo s tem iznal iz sebe bolezni, ne bo. Gibanje je samo en del zdravega življenja, pravi tisto, to se tako vse pokuri, vraga se pokuri. Če noter ti v moj dizel vlijem benzin, se bo tudi pokuril, samo mašina vohni. Če ti napačno gorivo dajaš kakorkoli v prevozna sredstva ali pa v sebe, bo žal pač rezultat napačen. In še nakratko da vam povem, človek, to si zapomnite, če boste kdaj komu povedali, izhaja iz literature, verjetno kdor se je učil pri zgodovini pa pri biologiji, prvi človek, ki naj bi bil Australopitek, to je bil nekaj tako deloma opičnjak, ki je živel pred 3.900.000 leti, to so po okostih ugotovili pa na osnovi tiste analize ogljika, v afriškem deževnem gozdu, ki se je izključno prehranjeval s sadeži, za solatko je pa tak vršičke dal po ščipu tistih malih dreves, s tem nič ni uničil, ker tiste vršičke kar po 5 novih požene ven, to je v bistvu razmnoževal in včasih je tudi šel pa kako žuželko predo ali pa kak seme. In to so živeli dolga leta, kasneje, ko se je pa toliko razmnožil tole človeček, ker namreč oni so imeli, lepo so živeli, niso nič delali, samo so se razmnoževali in ko so se tako razmnožili, so začeli počasi iti ven iz tega območja. Približno v 10 letih so se za 800 metrov premaknili iz tega območja ven in potem so prišli tudi na druge kontinente, tek počasi, recimo nekaj tisoč letih. In potem tam so pač dejansko morali preživeti po zimi, ker ni bilo sadja in so začeli pač te živali, kar je migal, če jaz na smrt lačen,
boš pojedel to, kar vidiš. Ne? In so začeli, tako se začelo meso jedstvo. Ne? In kaj je bilo naprej? Spet so te etnologi pa to ugotovili, antropologi, da je z uporabo ognja, ker najprej so jedli še tisto meso surovo, potem so pa recimo, ko so ti gozdni požari bili, so najdli ponte pečene kokoške, parace pa to, in ko so to začeli jesti, so ugotovili, da takrat se je pojavil rak. To so na kosteh ugotovili. Z termično obdelavo mesa se je pojavil rak. Recimo, če bi meso, če ne bi to moralno sporno bilo, pojedli na teden dvakrat po 10 dek, tudi surovega ali pa vsaj kuhanega, bi tudi lahko živeli 100 let. Vendar, kdo ga poje dvakrat 10 dek na teden, kdo ga poje. Ljudje rečejo, pa nas v Sloveniji, bi rekel, da se norčuje iz ljudi, je neki standard. Kdor poje manj kot dvakrat na teden 10 dek mesa, je na robu socialne ogroženosti. Ja, vidite, je na robu zdravja, ampak socialne ogroženosti, tudi tega imajo za cepsa, ne? Da se ne more to... In to so v glavne Amerikanci leta 1915 z neko fauš analizo ugotovili, da bi neživalske beljakovine bile tako dobre, da ni primerjave z nobenimi drugimi beljakovinami, in to analizo so potem stokrat uvrgli, ampak kar je enkrat narod zagrabil, veste kaj, če navadiš nekoga na neko, potem tisto držo, in ljudje so to iz roda v rod prinašali, da so te živalske beljakovine najbolj popolne in najbolj kvalitetne. Kar je pa, vidite, posledica tega je, da je na zapadu največ srčno-žilnih bolezni, največ raka vseh vrst, da pa na Japonskem, pa predvsem na Kitajskem, ker to je povezavi s kitajsko študijo, ki so naredili na 880 milijonov ljudi. To ni taka medicinska študija, ki traje 2 meseca, pa vzame 100 ljudi, pa 1000. To je bilo 880 milijonov ljudi vključenih. Študija traja 27 let, so nesporno ugotovili to, sledeča dejstva. Vse živalske beljakovine, ko sem prej naštel, bodi si meso, ribe, rakci, ligi, jajca, tak naprej, mleko, vsi mlečni izdelki, nesporno pri velikih količinah, so pa to, ko sem rekel, kar je več 10 dek dvakrat na teden, povzročajo najhujše civilizacijske bolezni. Srčno-žilne bolezni z infarkti, s temi zamašitvami žil, angina pectoris, ko so ogromne količine, ko se te žile zamašijo. Potem povzročajo vse vrste rakov, oziroma jih hranijo. Rak se mogoče začne tudi drugače, ampak potem se hrani s živalskim beljakovinom. Potem Alzheimerjeva bolezni, to je moja sestra, ki je dosti mlajša od mene, moja mama je isto imela, moja babica je imela, moj stric je imel. Jaz se s to moje hrane temu izognil. Sem povem, jaz moji mami podoben, tako da smo dvojčka, ona je to imela, moja sestra zdaj živi v domu starostnikov, v sobi, zaprtem oddelku, ker na sobe več ne ve, mlajše preko mene. Jaz sem to naredil in sem vesel, da sem to naredil in hočem tudi ljudem pomagati, če kdo to posluša. Glavne te bolezni, Alzheimer, Parkinsova, multipla skleroza, vse to povzročajo živalske beljakovine. Nasprotno pa vse te bolezni preprečujejo rastlinske beljakovine v presni hrani. Pa tudi če je kuhana, ampak te beljakovine to preprečujejo. In s tem se da tudi rešiti. To je bilo rešitev, vidite, a ste vi čuli, ko govorijo zdravniki o zdravstvenih problemih, da govorijo o tem, kako bi prehrano izboljšali, kako bi dali ljudi. Ampak govorijo o tem, kako so vse blagajne zapufane, kako se kar naprej primanjkljaj 100 milijonov, oni debeli fakin, ko je tudi debel, da je sam bolan, meni ne more govoriti, sicer on dobro, pač tako funkcijo prevzel, ampak nihče še pa ni govoril, da so problemi zdravstva v tem napačni prehrani že od rojstva dojenčka. Verjetno ste čuli za tole famozno diabetes tipa 1, pravi, to je prirojena bolezen. Ničesar v življenju skoraj ni prirojeno. Prirojene so samo navade, ko so mame naučile svoje otroke, kako mora kuhati to hrano, in tisti otroci potem pač tako naprej živili, in je to tradicija, ki se vleče. Da vam povem, to je kitajska študija, nedvomno izhaja, ker so to delali ne vem koliko let, 27 let raziskave. Diabetes tipa 1, pa ta otroška sladkorna bolezen, nastane zato, ker mamice otroke prehitro od prsi dajo stran. Mamice je mogla svoje otroke najmanj 6 mesecev dojiti, zdaj pa ena iz razlogov, da ne bi se prsi povesli, da na koncu nič ne ostalo, govorim, dajo
dojenčke takoj na tisto nadomestno prehrano živalsko. In kaj se dogaja? Živalske beljakovine, ki so v mleku, so predvidene na to, da bo teliček zrastel. Teliček pa je zrastel v enem letu v kravico skoraj. Človek pa 80 rabi. To se pravi, da so 60krat bolj koncentrirane, kot pa je materino mleko. In ko dojenček to dobi, nekateri, ne vsi, nastane njegov, ker to so avtoimune bolezni, namreč telo se upre vnosu takih beljakovin na tak način, da imunski sistem izdela kopije vsiljivcev in tiste kopije skupaj z originalom uniči. To tako deluje imunski sistem, ne? Ki je pa ne več ga v črevesju, 85% tega. In kaj naredi? Napade svoje lastno telo, a to so to avtoimune bolezni. Trebušna slinavka ima podobno beljakovinsko sestavo, ko pa imajo te živalske beljakovine in telo tega ne loči, dojenčkov telo ne loči in uniči trebušno slinavko, da ta otrok nikoli ne proizvaja inzulina. Pa reče, to je prirojeno. Ni res, nič ni prirojeno. Vse je v naših rokah, zdravje v naših rokah, vsa usoda, vsa sreča, vse je v naših rokah, ne samo to konkretno fizično zdravje, tudi vse ostalo. Je pa res, žal moram povedati, ne vem koliko se vi strenili, pa ne, jaz sem živel v prejšnjem sistemu, ki je bil dost manj stresen, kot je danes. Danes moja hčerka pride iz službe na Novi Ljubljanski banki, vidite kakve probleme ima ta Nova Ljubljanska banka, ona je zmučena na smrt. Pride domov obupana, pravi, kje ne še, zdaj vse to preberem, kar mi ti govoriš, vse se drži večinoma tega, ampak pravi, jaz ne otegnem, ker kapitalizm iz človeka hoče imeti samo profit. Amerikancem tam se šmirkla tistim zavarovalnim agentom, če leži tam na cesti en črnc, pa umira, najprej ko prije rešilc, reče, pri kateri zavarovalnici so zavarovani, pa reče, nisem zavarovan, gre kar naprej. Ni problem, ker to je svobodni svet, lahko tudi umre na cesti. Tu pri nas v prejšnjem sistemu smo imeli le tako humano družbo, da smo en drugo pomagali, danes se je pa to izrodilo. Mene je zelo žal za tele lepe mariborske firme, tudi za tam, pa za vse te zadeve, tule, to je še Kvik, to smo imeli samo čas, imeli Kvik, smo odhodili to, vidite, da je to vse vrak, zdaj po domače povedano, za tega, vidite, nepojmljivo je, da je šlo 3 bilijone dolarjev v luft, to se pravi, da jih nikoli ni bilo, da je to nekam zginilo, ker to bo vse napiheno, ampak to je samo v kapitalizmu možno, ker to nič nobenih tržnih zakonitosti, oziroma nobenih planskih zakonitosti, ampak se samo na bazi trga. In ker je ta zapadni svet tako narejen, je tudi v prehrani tako narejen, da nihče ne more, mislim, da nihče ne preprečuje tem, da bi služili na račun bolnih ljudi. Večinoma pa ti ljudje, tile kapitalisti živijo na račun bolanih, tudi zdravniki, vse. Na čigov račun pa živijo več zdravniki, kot pa na račun bolanih, na račun zdravih, prav gotovo ne. Kaj bi imeli od zdravih ljudi? Nič. Ja, to se tako uklepa, mogoče podzavestno, marsikdo je pa tudi pošten. Jaz vam povem, jaz sem veliko zdravnikov srečal, ki so povedali takole. Zelo jasno in evidentno je to, da je farmacevtska industrija že pred mnogimi leti kupila pamet medicine in zdaj oni to vodijo tako, ko pač vodijo, da se čim več zdravil proda in da ti ljudje ne umrejo prehitro, da dolgo uporabljajo njihova zdravila. To je najbolj žalostno. Kaj pa vi mislite o obveznem cepljenju? Glejte, obvezno cepljenje je takole. Če bi ljudje tako živeli, ne rabi nobenega obveznega cepljenja. Če zdravo živiš, namreč s tem obveznim cepljenjem mi vsiljujemo ljudem določene elemente, ki včasih koristijo, recimo na splošno preprečijo, ampak ni to v redu zadeva. To je že neki poseg v človeško telo z nekimi tujki, ne, z nekimi virusi, ki sicer mrtvi so, ne, ampak to ni, vse tudi tole. Vedem vam povem gospoda Adriana, on je, ko je kolesar, se enkrat vozil dol z Pohorja, ker on se pele jutra na Roglu, pa nadalje s kolesom. To je njemu mala južina, včasih je pa z avtomobil vozil. In je enkrat se je nogo, tole na železniški progi, nekje je bilo nekaj prekopano in nek videl je panta s kolesom, prišel pa se je nogo zlomil v bolnici. V bolnici ni hotel niti krvne plazme, niti transfuzije, nič ni pustil, ničesar, se je podpisal, da ne želi ničesar, hrano mu je žena skozi nosila, s tem, ko tam v bolnici bil. Pravi onak. Zdravniki so rekli, ne, pa bo, vse, ker to je pač taka doktrina, da mora imeti medicina, pa njihova doktrina prav. Dobro, jaz sem leta, ko sem takrat 8 let užival tele antibiotike, med njimi, ne vem koliko se vi seznanili s tem, je bil tudi kloramfenikol. Kdor se spomne, pred leti je bila mlečna afera,
ko so mogli kmetje zlivati na tisoče hektolitrov mleka v stran, ker so našli v njihovem mleku ostanke špreja kloramfenikol, s katerim kravam dojke, ali pa rekel nisem zizeke, pošpricajo, ker one so non-stop v uporabi in se mletje nadvi in po to špricajo. In ko so našli v mleku tisto, to je tako stropen antibiotik, jaz sem ga pa dol v bolnici, da sem ga jedel tako v pesteh, tako pa brazilske oreške recimo. In potem sem pa rekel naši zdravnici, pogledajte, kaj je to zdaj. Takrat sem toliko tega pojedel, namreč imela pa spor okrog tega, sem rekel, da medicina še nobenega rakastega zdravnika ni ozdravila. Kako mislite vi? Sem rekel, pogledajte, vsi so pohabljeni ljudje. Če mu črevo odstranijo, če mu grlo odstranijo, če mu oko odstranijo, če mu roko odrežejo, to so sami pohabljeni ljudje. Ja, rekla pa živijo, pa kaj si rekel, kako pa živijo? Samo s pomočjo še tistih 15 tablet, ko jih morajo uživati celo življenje. Ja, rekla, kaj pa bi pol mislite, jaz rekel, to se da tudi več in je bilo strašno užaljena, da jaz to govorim. Sem rekel, niso še nobenega ozdravili. Lahko se pa človek samo zdravi, evo ga, našega Adriana, zdaj ga imam tu, jaz sem ga prosil, ker njemu ni bo treba sem hoditi, ampak sem rekel, da vidite živ primer človeka, namreč teh primerov je na 10 000 na svetu, samo jaz nisem teh, mogel sem pripeljati tisti drugi, ki ne nočijo. Jaz osebno poznam veliko ljudi, ki so se ozdravili vse hude bolezni. Vidite, tu imamo nekaj problem, na slovo še to, no. Eni knjigi, ko je Marjan Videnšek na post za zdravje, oni se postijo tudi, je opisal 300 primerov ozdravitev ljudi, ki so imeli, zdaj poslušajte to. To, kar berem, je 100% resnica, če bi zdravniku pokazal, ampak moram povedati, da tudi zdravniki hodijo na teh skupinska postenja in to hrano jejo. Tam je bilo že 70 zdravnikov, ki so videli, da se ne more pomagati kaj z medicino v določenem stanju. Vete, to zdaj sem na koncu iz enega mojega bloga, ki je na internetu, sem ga to prepisal. Kaj so si pozdravili, od 230 ljudi je to bilo, ki so si pač hoteli, ki so bili toliko, da so to napisali, večina ljudi pa noče, da bi to pisali, ker nočejo imeti težave, da bi potem ljudi gnjavili po telefonu, pa klicali, pa spraševali. Meni je to vseeno, meni lahko priče, kdo hoče, da stoji, jaz ne vem, nisem še koji račun, kaj. In sicer s tem presno hrano in z posti so se ozdravili sledeče bolezni. To je za enih 8 let, zdaj so zbirali te podatke. Rak na prostati 4 primeri. Lojze Petrle je tudi med njimi bil, moj prijatelj, če jih drugače ne razumem politično, ampak rak na rodilih, ženske, rak na rodilih 5 primerov. Rak na debelem črevesu 2 primera, eden je Adrianov to zdravno. Rak na dojki 3 primeri, rak na ščitnici 1 primer, rak na mehurju 1 primer, rak na želodcu 1 primer, levkemija 2 primera, luskavica 5 primerov, bronhialna astma 1 primer, angina pectoris, to sem rekel, zamašitev žil, 2 primera, diabetes 3 primeri, neplodnost, ženske, ko pravijo, so do konca življenja posvojene, 1 primer, boleče menstruacije 5 primerov, siva mejna 1 primer, glavokom 3 primeri, artritis 1 primer. To so tisti, ki so pač to objavili, med njimi je veliko takih, ki so hodili na te poste, da bi se malo shujšali. To so pa primeri evidentirani. Če kdo to knjigo lahko kje dobi, ta knjiga je v omejenem obsegu išla v okviru društva Preporod, ki ga vodi Marjan Videnšek, to je bivši športnik, ki je tudi pred 20 leti bil že obsojen na voziček, ker je bil neki karateist, ali kaj pa se je poškodoval in se je on s to presno hrano ozdravil. In tu so te izkušnje opisane. Kar po vrsti so ljudje, eni so z inicialkami, eni so pa potem tudi ime in priimek napisali zraven. To je nesporno. Zdaj od tega je pa minilo že 4 leta, da teh primerov je tam zdaj sigurno še 2krat več. Recimo, glih zanj sem bral enega 70-letnega, ko se je raka ozdravil na prostati. In zanimivo, da mu je zdravnik to svetoval, da mora iti na ta post. Zdravnik, zgleda, da je bil sam prisoten tudi na teh postih in je rekel, poskusite to. Ker ko ti medicina reče, mi več ne moramo kaj pomagati, reče ponovadi, poskusite še kaj drugega. Takrat še reče to, ko vidi, da so adakta. Pred enim tednom je umrla ena moja draga prijateljica, naša tajnica Gobarskega društva, je imela raka na kožnega raka in je zdaj, ona je pač krok hiše z kosilnico letala od 11. ure, tam najbolj ultradolče žarko, in je imela materna znamenja in je potem sin, ki je neki zdravnik tudi to takoj pogruntil, samo je bilo takrat že prepozno, ona je to jemala kot neke ošpice, zdaj je umrla. Jaz mi še rekel, poskusi to. Ona je meni rekla, saj ti vse verjamem, samo jaz se to ne upam, ker če jaz zdaj ne hodila na kemoterapijo, lahko umrem, pa kljub temu je umrla.
Vam pa povem drugi primer. Ena ženska me je klicala, tudi moja znanka, raka na jajčnikih. Je rekla, kaj ne naredim. Je bila tako napihena, vse, ko so jo prebadali, pa neki dele teste. Pa obupana. Sem rekel, poslušaj, zdaj me poslušaj dobro. Če imaš sama sebe rada, naredi to bred takoj. Takoj izloči vse živalske beljakovine, ki dobesedno hranijo raka. Pa pojdi na to presno hrano, pa sokove. Te sokove, ko nas mi tam pridi zdaj. Je rekla, ko je tisti sok poskusila tako narediti na omego, na tisti, ko se stisne, je 15krat močnejši od tega, ko bo danes skusila. Je rekla, a to svinjarijo me se mogla piti. Jaz sem rekel, vse veš, kaj je alternativa. Vse veš, kaj je to alternativa. To ali pa pod zemljo. In po 14 dneh jaz sem jo tako strahom poklical, ker ona je vmes umrla, ona druga prijateljica, ne. Pa pokličem, je rekla, sem hujšala 7 kg, se odlično počutim. Sin, ki je že 8 let strogi presnojedec, sem tak sohljat fant, je dal tisti green line, tisti polžasti sokovnik in dela sokove zdaj. Sem rekel, vidiš, tega se drži, pa boš živela. V nasprotnem primeru, če se še vrna nazaj, se bo ti zgodilo isto kot prej. No, to so zdaj primeri teh, ki so evidentni. Jaz sem vam prej pomenil, da smo objavljali v nemški reviji Helmuta Makarja, tak je napisal to knjigo, Hočeš ostati proti skupaj slovencem. On je moja članka objavljala, smo prijatelja, ki mi je to v nemščino prevedel. Samo ta možakar je zdaj vmes umrl, sin njegov pa nima interesa več. Na sin žal noče to delati več, on je pa že bolj skomercializiran. Tako da te zadeve niso, bi rekel, neznane, to ljudje vejo, ampak večinoma to preglasi reklamni stroj živilsko-predelovalne industrije, farmacevtske industrije. A ste čuli za firmo Monsanto? Kdo čul? To je firma, ki dela gensko spremenjeno hrano. Največja zločinska firma na svetu. Ta je pol sveta že s to gensko spremenjeno hrano okužila na tak način, da jih je s pogodbo vezala razne države, recimo take Portugalska, Španija, deloma Holandija, v Južni Ameriki, in to gensko spremenjeno sojo, pa to jejo, ker je to vse bolj ali manj rakotorno. In oni so uspeli v ameriškem parlamentu z lažnimi analizami dokazati, da je popolnoma enaka gensko spremenjena soja, pa koruza, pa navadna koruza. Na osnovi analize, ki je bila taka splošna, recimo, da je koruza rumena, ena in druga rumena, da je trda in to, tiste bistvene zadeve, da so posegli v gene, pa niso. Ampak hočem povedati, tale zadeva je tako davčna, tale Bush, mlajši, ko so ga tako malo zabavali, uspel skozi zakonodajni postopek spraviti v ameriško zakonodajo, da je popolnoma enakovredna gensko spremenjena hrana oni hrani, kar je popolnoma nesmiselno. In tu pri nas v Evropi, gledajte, jaz vam povem, v Avstriji gre živel ta Jörg Haider, ko je te koroške Slovence mrzil, ne. Jaz sem pa prijatelj koroških Slovencev in jaz sem ga tudi mrzil tega človeka, ker je bil pokvarjen. Ampak nekaj je pa uspel. On je uspel za celo Avstrijo, da so strogo prepovedali uvažati gensko spremenjeno sojo, sploh pa je na polju ne uporabljati. Pa tudi Nemčija in Švica te zakone sprejela in to, hočem povedati, to v Evropi imam, mi Slovenija, pa pri nas so še pa razmišljali, ali bi ali ne bi. Ker če ti enkrat pustiš v bližino gensko spremenjeno, se tudi ostala tvoja koruza, pa to s tem nekako prikriža in je potem se tako preko lari hvalilo. No, jaz toliko mislim, da malo sem nategnil, to, ko sem bolj pozno začel, 1 uro sem rekel, približno bo trajalo. Zdaj tiste, ki želite, pojdete tja v China Shop, vas vabim, da boste poskusili te sokove, smutije, green smutije, to so ti sokovi, ki so odlični za prehrano, za zdravilo so pa boljši oni, ko bodo čez en teden delali, tisti, ki so malo manj okusni, ne. Pa še nekaj vmes, vam povedati, na teh postih gor, Manco Košir, ste verjetno čuli za njo, našo profesorico Manco Košir. Če za kaj drugo ne Deso Muk ste čuli, ne, našo debeluško. Ona je prvič šla tja, se je norčevala iz tega ven, iz teh postov, pa iz te presne hrane. Zdaj je že več kot leto dni presno jedka. Rekla, nikoli več ne bi šla nazaj. Desa Muk, če jo pogledate zdaj, boste videli, kakva je zdaj šlank ženska. Prej se je norčevala, tak pesniško je tako, jaz sem prav napisal njen članek noter, kako se je ponorčevala iz teh veganov. Na koncu je sama to postavila. Rekla, ko sem 4. dan tam na skupnem postenju ostala iz postelje, sem se zamislila, pravi, vedno sem ostajala iz postelje po pol ure, tako težko ostala, ker je bila debela.
Pravi, zdaj sem pa prvič, da sem stala gor pa gor šla. In se je takrat grozno zamislila in je potem sklenila, da bo taka postala. Taki primeri, recimo pa naš Lojze Peterle. Žal naš predsednik Türk je šel na operacijo prostate, je brez nje ostal. Lojze Peterle se je pa to zdravil s presno hrano in to ne samo on, vse kup ljudi. Jaz se vam zahvaljujem, zdaj pa vas res povabim tja, sicer tudi mnogi povabiti, tisti, ko so organizatorji, jaz sem samo to izvedel. Pa gremo tja, vidite, kje je čajna šop tam ne? Gremo tja, bomo tu na koncu tržnice, tam dolgo se gre proti Lentu, na desne strani neka taka počečkana hiša, neke kitajske črke, sem jaz tudi svedel, ker nikjer ni pisal čajna šop, sem dvakrat mimo pelil, ne? Kje to piše, velika tabla čajna šopa, nema nigde, pa sem pa že videl, zakaj se gre. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, a veste, najbolj žalostno je pa to, da prihaja na taka predavanja ljudi, ki to že bolj ali manj vejo. Tisti, ki bi potrebovali, se pa izogibajo, ko hudič križu. Še enkrat hvala lepa, no, za vašo pozornost. Pa še drugi teden, če no. Hvala lepa.